En lep pozdrav. Ja, danes bomo govorili o enem, mogoče za nekatere nadležnem plevelu, in to je sicer tolščak. Tolščak je že nekako v starem Rimu bil zelo cenjen in so ga uporabljali najpogosteje v zelenjavi, torej med zelenjavo. V času suše, on zelo rad uspeva v času suše, je bil nekako edina zelenjava in je predstavljal zato tudi bolj pomembno sestavino za preživetje. Zakaj govorimo o tolščaku? Zato, ker vsebuje veliko vitamina A. To je eno največjih vsebnosti med zelenimi rastlinami. Nekako vitamin A potem ščiti membrane pred prostimi radikali, potem vsebuje vitamin C, vitamin B, riboflavin, niacin, potem vsebuje veliko kalija. Nekako podobno ga vsebuje, toliko kot ga vsebujeta banana in avokado. Potem je tukaj še magnezij, kalcij, železo in vsi nekako drugi nujno potrebni mikroelementi. Njegova zgodba je pa zelo pomembna predvsem zato, ker vsebuje tudi veliko omega-3 maščobnih kislin, kot pa nekako so poznane, so zelo dragocene kot preventiva pred boleznimi. Torej, tolščak vsebuje 5-krat več omega-3 kot pa špinača. Vsebuje pa tudi nekaj več oksalne kisline, ker pač spada v isto družino kot špinača in blitva koprive. Zato je pač pomembno, da ga v svojo prehrano ne vključujemo vsak dan in pa v velikih količinah. Zato, ker oksalna kislina za svojo pač razgradnjo potrebujeta zelo veliko kalcija. V bistvu ga nam odvzema iz našega telesa. Zato z njim v manjših količinah. Nekako, zakaj se tudi uporablja tolščak ne samo kot zelenjava? Predvsem zato, ker umirja glavobole, pomaga pri krepitvi jeter, pomaga pri črevesnih boleznih. V tradicionalni kitajski medicini tolščak uporabljajo za zdravljenje povečanega pritiska in pa tudi diabetesa. Poznan je tudi kot nek analgetik in lovilec prostih radikalov, njegovi izvlečki pa delujejo protivnetno. Torej, tale plevel ni čist kar za vstran. Tako da le dobro premislite in ga vključite v svojo prehrano. Nekako so ti koktejli, bom rekla, teh snovi v tolščaku, delujejo dobro na naš imunski sistem, torej delujejo tudi antitumorsko. Torej, tolščak je rastlina z velikim prehranskimi in zdravilnimi potenciali. Nekako se v zadnjem času vse bolj povečuje tudi na področju živalske krme in pa živilsko-predelovalne industrije. Mogoče bi lahko kdo od nas razmislil tudi o tem, da bi ga gojil doma, saj se ga lahko dobro predela v tudi kakšne peste, da si naredimo kakšne namaze in ga na tak način hranimo za dalj časa, torej da ga pač ne uporabljamo samo kot sveže živilo. Tolščak nekako naredi, ko zacveti, naredi vrsto drobnih semen in se zato zelo rad razsaja po vrtovih, njivah. In kot sem že povedala, koristen je predvsem zato, ker prekrije gola poletna tla in jih ščiti pred direktnimi vplivi iz okolja. Torej nekako pazi na to, da se naša tla ne izsušujejo preveč. Torej letos, ko je bilo takšno poletje, bi bil na naših vrtovih zelo dobrodošel kot nekakšna zastirka te rastline. Ne raste preveč navzgor, ampak se zelo lepo razrašča po tleh. Zato bi ga bilo zelo dobro vključiti mogoče v vrtove in pa gojiti kot zelenjavo. No, tule je še eden skriva notri, kot čiliji. Mi smo ga sicer že kar dosti pobrali, nekaj smo ga že tudi pojedli, zato ga nimam veliko, pa vidim pa, da se kar tele sadikice lepo razraščajo.
Njegova semena ostanejo v zemlji lahko tudi do 40 let in pač, ko pridejo tiste primerne vremenske razmere, on zelo dobro skali in se lepo razrašča po naših vrtovih. Lahko ga jeste kar tako svežega, listke poberete pa jeste kot špinačo, kot paradižnik, torej kar svežega. Lahko si ga mogoče skuhate ali pa samo ne predolgo, ker rad potem izloča razne sluzi. Tako da, na primer, ko zjutraj delate omleto iz jajčk, ga dodate nekje malo pred koncem, glih tukaj, da ga malo stenstate. Je zelo dobrega okusa, zato mislim, da vas ne bo motil v hrani, mogoče, če kdo ni navajen takšnega plevela v svoji prehrani. Jaz zelo toplo priporočam, da ga poskusite. Najprej v manjših količinah, da se navadite, potem pa malo več. Tako, zdaj pa kaj še lahko pripravite iz njega, pa naslednji recepti. Pa lep pozdrav!